Dolgoročni cilj Hrvaške je ozemeljsko omejiti na Italijo in Avstrijo ter Slovenijo odrezati od morja, kar jim je tudi že v veliki meri uspelo. Tudi od leta 1989 vsi hrvaški voditelji uresničujejo načrte fašistične NDH proti sosednjim narodom. Med slovenskimi politiki, ne pa v slovenskem narodu, imajo Hrvati mnogo pomagačev pri uresničevanju svojih fašističnih načrtov. Tudi sicer so slovenski politiki glavni krivec za nastalo situacijo. Večina ne dela za nacionalne interese. Slovenija jim služi le kot poligon za uresničitev bolne grebežljivosti in pohlepa. Za prihodnost naših otrok pa jim ni mar. Primerjava velikosti izgube Slovencev in slovenskega ozemlja, ki so ostala v Italiji za slovenski narod, v primerjavi z državami, ki so odločale o razmejitvi z Italijo ali so bile posredno vpletene. Hipotetične izgube teh držav so vrisane v belem. Slovenija ni nikdar začela vojne, a je kljub temu s svojim narodom in ozemljem plačevala težko ceno za druge. Slovenski politiki imajo dolžnost, da države vpletene v razkosanje in izgube slovenskega ozemlja iz prve in druge svetovne vojne opozarjajo na odgovornost za njihova dejanja do slovenskega naroda in za storjeno škodo izterjajo materialne, ozemeljske in druge koncesije. Slovenski narod je za svoje ogromne izgube v Italiji po veljavnih mednarodnih sporazumih v nadomestilo prejel ozemlja Italijanov v Istri. Tito je preko Bakariča izpolnjeval načrte fašistične NDH in Istro prvič v tisočletni zgodovini priključil Hrvaški na škodo Slovenije. Lenin je napisal: Obesite vsaj 100 kulakov, usmrtite talce. To naredite tako, da bodo ljudje 100 kilometrov naokoli to videli in se tresli. Stalin je v Sovjetski zvezi do leta 1940 dal pobiti 12 milijonov nedolžnih ljudi. Jugoslovanska komunistična elita se je v Moskvi šolala za hladnokrvne teroriste. Stalin je nastavil Tita za vodjo. Do Titove smrti se v Jugoslaviji brez odobritve Tita ni zgodilo nič. Mnogi ljudje Tita nosijo v dobrem spominu, v spominu obraza, ki ga je imel Tito za javnost. Izvajanje umazanih del pa so za Tita izvedli drugi. Deli meje med Slovenijo in Hrvaško, ki so nastali v času Jugoslavije, nimajo ne civilizacijsko-pravne, ne mednarodne veljave, ker so bili zarisani v senci diktature, pobojev in množičnih zapiranj. Po razpadu Jugoslavije sta edina priznana mednarodno-pravna dokumenta Pariška mirovna pogodba in Londonski sporazum, po katerem slovenski narod dobi italijanska ozemlja v Istri. Po razpadu Jugoslavije je Slovenija naslednica tega sporazuma. Po razpadu države je podobno kot po ločitvi zakona ali druge pravne skupnosti.
Razdelijo se dolžnosti, pravice in imetje. Slovenski narod ima med ostalimi tudi pravico do Istre, ki izvira iz zamenjave ozemelj. Kdor se s tem ne strinja, naj svojo lastno parcelo, ki jo je dobil v zameno, prepusti tretjemu sosedu, s premoženjem slovenskega naroda pa se nima pravice igrati. V mednarodnem pravu se države sklicujejo tudi na dejstva in pogodbe, starejše od 300 let. Slovenija je še leta 2008 uporabljala sporazum sklenjen leta 1901 med Kraljevino Srbijo in ZDA. Sporazum je podedovala Slovenija preko stare Jugoslavije in socialistične Jugoslavije. Obveznosti slovenskih politikov in drugih predstavnikov. Slovenski narod je demokratičen. Izvoljene politike, ne glede na njihovo barvo, je pooblastil, da služijo dolgoročno dobro slovenskega jezika in naroda, bogatijo znanje, napredek, blaginjo in ekološko zavest, ga suvereno zastopajo v odnosu do drugih narodov, ščitijo ter razširjajo slovenščino in slovenski narod, krepijo narodno zavest in dvigujejo kulturni nivo naroda. V korist naroda povečujejo narodovo lastnino. Lastnino, ki si jo kopičijo posamezniki iz lastne grabežljivosti in požrešnosti in ne služi v bistveno skupno dobro, postane v celoti last slovenskega naroda, tudi če je prenešena v tujino. Noben narod, organizacija ali oseba ni nad slovenskim narodom. To, da dogovorjene sporazume je treba spoštovati ali pa od njih odstopiti. Vsakdo prispeva glede na svoje materialne ali intelektualne sposobnosti. Tisti, ki delajo nasprotju s temi pravili, ne delajo za skupno dobro. Zato v tej skupnosti niso dobrodošli in sami zapustijo Slovenijo. Vsakdo mora storjeno škodo povrniti. Pri tehtanju skupnega dobra iz vseh 7 točk so pomembna materialna dejstva in je pomembno edino le mnenje širše skupnosti in ne mnenje posameznika. Istro, ki jo je slovenski narod prejel za menjavo, za svoje narodne izgube v Italiji pridobiti nazaj. Vzhodni del Istre je pripadal Kranjski. Tam se je večinoma govorilo slovensko. V Pazinu je delovala slovenska gimnazija, ki so jo najprej ukinili italijanski fašisti, po drugi svetovni vojni, po osvoboditvi pa še Hrvati. Reko in del Dalmacije in nekatere otoke je dobila Jugoslavija v zameno za slovenske izgube v Italiji. Če Hrvaška ta ozemlja želi obdržati, Slovenci dobimo preostalo Istro in Cres. Obveznost vsakega govorca slovenskega jezika. Med Hrvate in druge širiti njihov nekdanji jezik, slovenščino, na kulturen, prijeten in sproščen, a vztrajen način. Prebivalci Hrvaške se v glavnem ne zavedajo, da je večina njih slovenskega porekla in da so prevzeli srbski ali mešan jezik. Zato imajo Hrvatje tudi toliko problemov s spreminjanjem svojega jezika. Tega ne more storiti nihče namesto tebe ali v tvojem imenu. Izgovor, da je slovenski jezik težak, je samo plehek izgovor, kar dokazujejo neslovanski tujci, ki so se v kratkem času zelo lepo naučili slovenskega jezika. Vsak normalno razvit človek se je dnevno sposoben naučiti vsaj 3 do 6 novih besed.